Prijazen pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na današnjem srečanju, kjer želimo predstaviti nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. Veste, da smo to že napovedali v preteklem letu, da smo tudi dopolnjevali te elemente, dograjevali celotno shemo tega okvira, seveda pa tudi hkrati urejali in pripravljali dokončen koncept nacionalnega preverjanja znanja, ki je tudi eden od ključnih elementov tega okvira. No, če morda se kar sprehodimo, začeli smo novembra 2015, julija 2016 predstavili tudi predlog modela NPZ-ja in seveda iz tega začeli graditi vse elemente kakovosti, ki jih želimo povezati na način, da zdaj sobivamo v celovitem sistemu kakovosti, vzgoje in izobraževanja, govorimo seveda o dovisokošolskem delu, katerega vključujemo tako vse samoevalvacijske mehanizme, elemente, ki so že v vzgojno-izobraževalnih zavodih razvitih, kakor tudi povezujemo to s tako imenovanimi jedri, ki jih želimo seveda udejaniti na način, da bodo ta v tako imenovano podporno okolje vzgojno-izobraževalnim zavodom pri pripravi in izvajanju elementov kakovosti. Prav temu bo namenjeno tudi koordinacijsko-analitično središče, ki je del razvoja tega okvira nacionalnega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Kaj to pomeni v opredeljevanju vseh elementov? Da seveda so vključene vse vzgojno-izobraževalne ustanove od vrtca do seveda v srednje šole, da izvajajo obvezne načine spremljanja in evalviranja, torej samo evalvacijo, ki ni nič novega, to poznamo seveda že pravzaprav od obstoja naših vzgojno-izobraževalnih zavodov naprej in seveda znanje evalvacijo ter celotno evalvacijo sistema, da definiramo s tem ustrezne nosilce, ki tudi ne le podpirajo, ampak tudi ustvarjajo in zagotavljajo ustrezne podatkovne baze, ter da na koncu vendarle organiziramo, kot že povedano, tudi neke podporne mehanizme, da lahko ta sistem tudi usklajeno in dobro deluje. Ta slika se morda zdi malo kompleksna, povezuje pa pravzaprav že vse to, kar obstaja. Na levi strani ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, predvsem mehanizem samoevalvacije na vsakem od vzgojno-izobraževalnih zavodov. Torej, to ni nič novega. In tudi v nacionalnem okviru nismo in ne bomo od posameznih institucij zahtevali nič novega. Samo na način zbiranja in ugotavljanja ter presoje tega, kar pravzaprav že osnovne šole, vrtci, srednje šole počnejo, smo to povezali v sistemski okvir, to je pa na tej strani, kamor skušamo in bomo seveda tudi razvijali naprej. Vso pomoč strani tako imenovanih strokovnih jeder, to so naši zavodi po 28. členu, kot recimo Center za poklicno izobraževanje, ko imamo srednješolske poklicne programe, šolske centre, recimo seveda naš Zavod za šolstvo, Pedagoški inštitut in tako naprej, Šolo za ravnatelje, to so vse naša strokovna jedra, ki bodo tudi podpirala razvoj in evalvacijo na posameznih institucijah. Tisto, kar seveda pričakujemo in ker imamo že v izvajanju enega od projektov, ki podpira te aktivnosti, bo to že prihodnje leto, tako imamo sumarno poročilo. Torej, po zbiru vseh poročil, ki sicer nastajajo v osnovnih šolah, vrtcih, srednjih šolah, v treh letih zberemo vse ustrezne podatke na torej obstoječih zbranih podatkih in jih presodimo skupaj tudi znotraj tako imenovanega sveta za kakovost in evalvacije, ki daje tudi podporo razvoju tega celotnega sistema. Da poenostavim, vse, kar že šole počnejo na eni strani, naša strokovna jedra in podporno okolje na drugi strani, povežemo vse zbire v celovit sistem tako, da bomo na vsake 3 leta pogledali, kakšen napredek ali seveda kaj vse tisto, kar moramo v sistemu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dopolniti, spremeniti, razvijati naprej in seveda s tem tudi pri pomoči k večjemu in kakovostnejšemu razvoju delovanja naših institucij. Zakaj je ta celovitost sistema zdaj tako pomembna? Zato, ker s tem pravzaprav evalviramo tako
vrtčevski del izobraževanja, osnovnošolski del, srednješolski del izobraževanja. Prvič torej povezujemo vse skupaj, že obstoječe v celovit pregledni način ugotavljanja kakovosti. Zakaj pa je to pomembno? Še sicer, vzemimo 9-letka, je že z nami kar neko dolgo obdobje, kako ugotoviti, kaj vse je prinesla, na kakšen način, pravzaprav s tem kreiramo neke evalvacije že izvedenih sistemskih sprememb, pa tudi seveda napovedujemo na tej osnovi lahko korake za vnaprej. Kaj počenjajo institucije in kaj NIZŠ oziroma sistem na letni ravni in kaj na 3-letnem ciklu, da ne bomo kaj več zakomplicirali, kot je potrebno, kot se reče temu, torej ohranjamo vse, kar šole že počnejo na letni ravni in kar seveda moramo tudi mi pripraviti v letnem poročilu in na koncu to zaokrožimo v tako imenovano sumarno poročilo, ki nastaja na osnovi delnih poročil skozi 3-letni cikl. Zakaj 3-letni cikl? Kajti v tem obdobju lahko vendarle ugotavljamo napredek ali pa seveda tudi pomanjkljivosti, ki se tudi si izražajo v sistemu, na posamezni instituciji, na posameznem vzgojno-izobraževalnem zavodu, na posameznem vrtcu, šoli, srednji šoli in tako naprej. Da pa se lahko vse to izvaja in da bo v resnici rezultat tukaj, kot napovedano že v letu 2018, pričakujemo enega od tovrstnih poročil, pa so projekti, ki so tukaj navedeni, ki jih podpiramo tako z nacionalnimi kot z evropskimi sredstvi. Jaz tudi predlagam, da seveda te prosojnice tudi vsi dobite, zato da vam bo lažje tudi povzeti vse te aktivnosti. Ti projekti se že danes osredinjajo ne samo na elemente kakovosti, ampak seveda tudi na posodobitve določenih procesov, na dopolnitve določenih že izvajanih aktivnosti modelov, še posebej seveda na celotni vertikali od vrtca naprej. Tisto, kar pa zadeva vsakogar od nas, če ste starši, otroci, seveda vaši, pa je nacionalno preverjanje znanja in tudi skozi ta model osmišljamo dokončno, seveda kot enega od ključnih elementov, prav NPZ. In sicer NPZ vemo, da temelji tako na ovrednotenju dosežkov učencev, kot seveda predvsem na tem, da spremljamo področje učenja in poučevanja vsakogar od otrok, ki stopi v naš 9-letni prostor in na ta način zaokrožamo tudi eno izjemno pomembno komponento razvoja, ne le posameznega otroka, ampak seveda tudi doprinašajo ta ovrednotanja v razumevanje sistema, kaj vse v 9-letnem obdobju poučevanja in učenja seveda naši otroci zmorejo, hkrati pa, kako lahko znotraj tega obdobja napredujejo. Zato je temeljni namen nacionalnega preverjanja znanja tisti, ki smo ga že dorekli in jaz bi danes v naši sredi želela tudi pozdraviti dr. Vogrinca, ki je predsednik komisije in seveda tisti, ki osmišlja povezovalno vse, kar se dogaja tudi na predmetnem delu znotraj NPZ-jev. Torej, 3., 6., 9. razred. To smo že napovedali, tukaj lahko tudi predstavim tako strinjanje s komisijo, kot seveda z vsemi našimi strokovnimi sodelavci. 3., 6. razred, predvsem formativni del, ki predstavlja, torej, tako rečemo, sosledno sledenje napredka posameznega učenca v 3-letju. Na ta način dobimo seveda tudi vpogled v možnosti izboljšanja kakovosti učenja, poučevanja in seveda izjemno pomembno gradimo sistem učenec, učitelj, starš. To je za nas ključno sporočilo tudi kako in na kakšen način se v korakih premikamo v zagotavljanju kakovosti in seveda sledenju učnim ciljem. Prav tako pa poudarjam, hkrati ob tem utemeljujemo avtonomnost učitelja. Še posebej zato je pomembno, da začnemo že v 3. razredu, saj lahko učitelj potem sprotno, torej že v zgodnejših obdobjih, spremlja posameznega učenca in tudi seveda ugotavlja, kaj in na kakšen način lahko dodaja v učenčevo stopnjo razvoja določenih znanj in seveda sledenja učnim ciljem. Na ta način tudi opolnomočimo vlogo učitelja, ki ima tako v vseh 3 obdobjih seveda še toliko bolj pomemben proces
vezan na vsakega posameznega otroka. Torej, komu je namenjen, kot že povedano, učencu, staršem, tako bodo starši lahko dobili dodatno informacijo o znanju, torej kakšen je učenčev napredek, kaj so še tista področja, ki jih želi izboljševati in seveda napovedno vrednost za uspeh v srednjih šolah. Kajti v 9. razredu dodajamo v 3 predmetih, torej v osnovni matematiki in seveda učnem jeziku, še 3. predmet in ocene le-teh so del ocen teh predmetov v 9. razredu. Prav tako učitelju dajemo še dodatno možnost, da seveda pridobiva informacije o znanju učencev in izhodišča, kot že prej povedano, za nadaljevanje dejavnosti in aktivnosti. V sistemu pa s tem zaokrožimo celotno zanko in seveda skupaj z vsemi podatki v tistem zelo razvejenem sistemu, ki sem vam to prej pokazala, opolnomočimo tudi vlogo vsakega od subjektov, ki v njem deluje in hkrati seveda ugotovimo, kako se premikamo stopensko v doseganju kakovosti. Tole vas bo verjetno najbolj zanimalo, kateri so zdaj tisti predmeti, ki so evalvirani in sicer učni jezik in matematika obvezno ob koncu 3. razreda, konec 6. razreda dodamo še tuj jezik in 9. razred, ki zaokroži pravzaprav vse to in sicer še s 3. predmetom, ki ga bomo določali sprotno. Morda poudarek tudi za učence, ki se šolajo v prilagojenih programih in sicer v 3. in 6. oziroma 6. razredu prostovoljno, 9. razredu obvezno, medtem ko v 3. razredu seveda tako ali tako teče to prilagojeno v teh programih. Tudi enako velja za učence priseljence iz drugih držav, da seveda lahko to opravljajo v 2 letih po priselitvi v naše območje. Interpretacija dosežkov. Kaj zdaj to pomeni? Na eni strani seveda kriterijska, ker bomo zmogli primerjati dosežke, na drugi strani normativna, kot tista temeljna, ki se ves čas izvaja, in seveda napredek. Napredek na posameznem učencu oziroma skupini učencev in seveda za celoten sistem izjemno pomembno, kako lahko razvojno pripomoremo na vseh teh ravnih ugotavljanja, zagotavljanja kakovosti k temu, da bo ne le za posameznega učenca, učenko, ampak seveda tudi za celoten sistem ta razvojni korak doprinesel k razumevanju, kaj lahko še izboljšamo. Veljavnost, zanesljivost in objektivnost so značilnosti, ki morajo biti seveda vzpostavljene, če želimo verjeti in vzpostaviti tudi kredibilen sistem. No, prav na tem seveda tudi temelji še ena od pomembnih informacij. Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjenega znanja se ne smejo uporabljati za razvrščanje šol. O tem že govori 46. člen ZOŠ in to je nekaj, kar seveda predlagamo tudi zato, da ne bi do kakršnekoli, lahko rečemo, neprimerne ali tudi neosnovane primerjave prišli na način, da seveda kakršnokoli šolo, katerokoli šolo postavi lahko v neustrezen položaj. Še formalni vplivi dosežkov, kot že povedano, na koncu seveda ocena od 1 do 5 in pa v prejšnjem obdobju sledenje učnemu napredku in seveda tudi iskanju vsega tistega, kar lahko še kakovostno doprinesemo v razvoj posameznega otroka. Zdaj bi pa jaz kar povabila še dr. Vogrinca tukaj, da dopolni še mojo krovno predstavitev, seveda tudi z vsemi strokovnimi izhodišči, ki so prinesla do odločitve, da gremo z NPZI takole naprej. Hvala ministrica za povabilo. Lepo pozdravljeni. Državna komisija je zadovoljna, da nacionalno preverjanje znanja ostaja pomemben element v sistemu ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela osnovnih šol. Prepričani smo, da bo s predstavljenimi spremembami se ta položaj NPZ-ja še lahko okrepil. In v nadaljevanju bom navedel tudi nekaj predvidenih sprememb, ki dejansko utemeljujejo to našo presojo. Najprej bi izpostavil uvedbo nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole iz učnega jezika in iz matematike.
Ta novost se mi zdi pomembna predvsem z dveh vidikov. Prvič, vemo, da so zlasti v preteklih letih mednarodne raziskave znanja opozarjale, da ima mnogo naših osnovnošolcev težave z bralno pismenostjo. Nenazadnje smo do enakih ugotovitev prišli tudi s pomočjo analize nacionalnega preverjanja znanja, in sicer zlasti pri tistih nalogah, kjer so morali učenci razbrati neke podatke iz besedila, pri tistih nalogah, kjer so imeli daljše navodilo, in še zlasti pri nalogah, pri katerih so morali samostojno otvoriti odgovor v obliki daljšega besedila, so bili povprečni dosežki bistveno slabši. In to ne velja samo za slovenščino, ampak pravzaprav tudi za vse ostale predmete. Z uvedbo nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3. razreda pa bo seveda mogoče identificirati dovolj zgodaj tiste učence, ki imajo težave z bralno pismenostjo, in potem v prihodnjih letih čim prej te težave tudi odpraviti. Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda je pomembno tudi zaradi tega, ker nam bo omogočilo spremljanje napredka učenca, posameznega učenca v daljšem obdobju. Iz dosežkov učencev ob koncu 3. in 6. razreda bo namreč možno napovedati, kakšen ne bi bil njegov dosežek ob koncu 9. razreda. In takrat tudi dejansko preveriti, ali so učenci napredovali v skladu s tem pričakovanji, ali je bil njihov napredek boljši ali slabši. Pomembno se nam zdi izpostaviti, da se bo nacionalno preverjanje znanja še naprej opravljalo iz vseh obveznih predmetov, ki jih imajo učenci v 8. in 9. razredu osnovne šole. To pomeni, da bomo približno na 4 leta na državnem nivoju dobili povratne informacije o standardih znanja, ki jih učenci dosegajo pri vseh predmetih. Kot tretji predmet se bo vsako leto obvezno ponudil tudi tuj jezik, kar pomeni, da se tudi na ta način uresničuje strategija države o učenju tujih jezikov v osnovnih šolah. Popravljanje nacionalnih preizkusov znanja bo ob koncu 3., 6. in 9. razreda še naprej elektronsko, kar pomeni, da se bo tudi na ta način ohranila ena temeljnih funkcij, ki jih ima nacionalno preverjanje znanja, in sicer poenotenje kriterijev ocenjevanja znanja v osnovni šoli in s tem posledično tudi izboljšanje kulture ocenjevanja znanja. Menim, da je bilo v preteklosti premalo poudarjeno, da nacionalno preverjanje znanja ravno z elektronskim vrednotenjem preizkusov zagotavlja edino povratno informacijo učiteljem o kakovosti njihovega vrednotenja. Namreč vsak učitelj, ki vrednoti nacionalne preizkuse znanja, dobi povratne informacije za 3 preizkuse, za vsako posamezno nalogo, koliko točk je dal on in koliko točk je dala predmetna komisija. In na ta način lahko seveda tudi primerja svoje kriterije ocenjevanja, ali je morda prestrog ali morda ocenjuje preblago. V 3. in 6. razredu torej ohranja nacionalno preverjanje znanja svojo formativno vlogo. Torej gre predvsem za posredovanje dodatne povratne informacije. Spremembo v 9. razredu, ko se bo dosežek na nacionalnem preizkusu znanja spremenil v oceno in se bo ta ocena upisala v redovalnico, pa so bile dejansko upoštevane želje oziroma opozorila učiteljev in ravnateljev, da učenci v preteklosti nacionalnega preverjanja znanja niso imeli dovolj resno, da niso bili dovolj motivirani in posledično, da njihovi dosežki niso odražali njihovega dejanskega znanja. Državna komisija bo še naprej opravljala natančne analize dosežkov učencev. Naprimer, tudi analizo dosežkov učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, in njihove dosežke primerjala z dosežki njihovih vrstnikov. V preteklosti smo namreč vsako leto opozarjali, da dosežki učencev s posebnimi potrebami kar precej zaostajajo za dosežki njihovih vrstnikov. Ob tem pa naj omenim, da bo že v letošnjem letu prva generacija učencev, ki so pisali nacionalno preverjanje znanja obvezno v 6. razredu, pisala ta preizkus tudi v 9. razredu, kar pomeni, da bo za isto generacijo možno preveriti, kaj se dogaja z razlikami. Ali se te razlike med učenci s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki povečujejo, ostajajo enake ali zmanjšujejo.
Na ta način bo seveda posredno možno nekaj povedati tudi o kakovosti strokovne pomoči, ki jo pridobijo učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Zaradi pridobitve dodatne povratne informacije o doseženih standardih znanja se nam zdi pomembno, da je vsaj v 9. razredu nacionalno preverjanje znanja postalo obvezno tudi za učence, ki so vključeni v program z nižjim izobrazbenim standardom. V zaključku želim poudariti, da se tudi Državna komisija strinja, da se dosežkov učencev na NPZ-ju ne sme uporabljati za razvrščanje šol, za ocenjevanje kakovosti dela šol ali celo kakovosti dela posameznega učitelja. Prepričani smo namreč, da so dosežki na NPZ-ju pomemben podatek o kakovosti dela šole, ne pa tudi zadosten podatek. Pri tem je seveda za temeljito presojo potrebno upoštevati vse podatke, ki jih imajo učitelji o učencih njihove šole in pravzaprav narediti temeljito analizo. Strokovna razlaga dosežkov učencev na NPZ-ju je torej v prvi vrsti delo strokovnih delavcev šole. Seveda pa lahko ob ustreznem vodenju ravnatelja vsaka šola in tudi vsak učitelj kritično analizira svoj način dela in ga po potrebi dopolnjuje in izboljšuje, ter seveda tudi na ta način prispeva k kakovosti dela celotnega šolskega sistema. Hvala. Najlepša hvala, dr. Mogrincu. Mogoče kar z mano tukaj ostanete, sem prepričana, da bodo še kakšna vprašanja. Na ta način smo torej osmislili nacionalno preverjanje znanja, kot smo tudi napovedali že nekaj časa nazaj, pravzaprav že kar ob začetku mandata. S tem korakamo naprej in seveda se veselimo tudi prvih uvidov v razvoj tega novega sistema izvajanja NPZ-ja, ki pa je, kot je tudi bilo lepo povedano, del celotnega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih zavodov in prav na ta način želimo to celovitost povezati tudi z NPZ-ji tako, da dobimo čim več referenčnih virov, podatkov in uvidov, kaj se dogaja v izvajanju naših programov, kako zavodi zmorejo ali pa kje tudi ne, seveda razvojno korakati naprej prav v zagotavljanju kakovosti, tako od posameznega učenca, učitelja, kot seveda tudi širšega okolja, v katerega sodi vzgojno-izobraževalni zavod. Morda toliko za najin uvod. Vprašanja? Nataša Lankar, kdaj bo ta nov model zaživel, torej že prihodnje? Tako. Torej, s komisijo smo v dogovoru, da se čim prej pripravi smernice in da skušamo zakorakati že s 3. razredom v prihodnjem šolskem letu. Pripravljamo, kot veste, tudi zakonodajne podlage za to, vse skupaj teče in v resnici smo zelo veseli res dobrega in konstruktivnega sodelovanja in tudi že razmisleka, kako pravzaprav naprej. Tudi v 9. razredu prihodnje leto? Ne, 3. Samo v 3. v 9. ostane postavljeno. Ja, torej, kar se tiče Državne komisije, mi smo seveda zavezani najprej spoštovati zakonodajo na tem področju in marsikaj je odvisno od tega, kdaj bo seveda zakon o osnovni šoli ustrezno spremenjen oziroma potrjen. Tako da zaenkrat se nekako dela nek 2-letni načrt, v katerem ne bi postopoma začeli uvajati vse te spremembe, ki so bile predstavljene. Za 9. razred, namreč, ker se vpisuje ocena, torej, ker prihaja do bistvene spremembe vpisovanja ocene, potrebujemo zakonodajne podlage. Mi seveda res hitimo tudi s to pripravo. 3. razred je tako, da lahko v principu se izvaja tudi ob soglasju staršev, ker je samo formativni del, ne gre za prvi korak, drugi korak, ki ne prinaša nekih, lahko rečemo, tudi formalno vidnih vpisovanj ocen, medtem ko 9. razred seveda pa to podlago nujno potrebuje, zato tudi zdaj v sodelovanju s komisijo skušamo vsaj za 3. razred pripraviti te prve podlage in potem seveda 6. in 9. razred skupaj z zakonodajnimi osnovami. Letos pomladi je po starem, prihodnje Tako, letos spomladi, 3. tako, razred, 9. tako. razred, spremembe šele Tako. čez 2 leti. Tako v principu 2-letni cikl imamo pred seboj adaptacije na ta novi sistem. Pa 6. 6. Kot je bilo, ne? Tudi ti odstotki se opredeljujejo na isti način, bodo pa odstotki vidni zdaj tudi pri spričevalu, torej zavedeni
in ne ločeno navedeni, kot so bili do sedaj. Mogoče Vlastevič, Slovenska tiskovna agencija, malo razložite te odstotke samo mogoče. Kaj to pomeni, kako se to vrednoti? Torej, odstotki pravzaprav niso nobena novost. Dosežki učencev na NPZ-ju so v bistvu že zdaj bili izraženi v odstotnih točkah. Razlika je samo v tem, da bodo zdaj te odstotne točke zapisane v spričevalo vsakega posameznega učenca, ne pa več na posebnem potrdilnem dokumentu. Mene pa zanima, kako pa je zdaj z vrednotenjem oziroma plačilom učiteljev, ki bodo popravljeni te tiste. Letos poteka tako, kot je bilo tudi do sedaj, to, kar smo tudi uskladili z seveda tako na eni strani sindikati kot učitelji. Tukaj ne bo nikakršnih sprememb, plačila so. Pa še mogoče, ko ste omenili, da lahko učitelji preverjajo, a so preveč strogi ali premalo strogi pri ocenjevanju, a imate kakšne podatke o tem, koliko jih recimo prestrogo ocenjujete, koliko manj strogo? Ne, to so pa pravzaprav zelo individualne razlike tudi med različnimi nalogami. Lahko se seveda zgodi, da nek učitelj večino nalog oceni enako kot predmetna komisija, pa je pri eni nalogi bistvena razlika, tako da takšnih podatkov nimamo. Tisto, kar seveda ugotavljamo, je pač to, da takoj, ko gre za neko obsežnejšo nalogo, se pravi, kjer učenci napišejo nek daljši sestavek s svojimi besedami, tam so običajno te razlike večje, kot pa pri nalogah, kjer je v bistvu krajši odgovor, kjer se samo nekaj dopolnjuje in tako naprej. Je pa seveda iz tega izhajajo tudi določeni drugi ukrepi, ki jih vsako leto poskušamo realizirati, kot je recimo tudi izobraževanje učiteljev za vrednotenje. V lanskem letu je v okviru Državnega izpitnega centra so bila organizirana posebna izobraževanja in zlasti na področju angleščine in slovenščine je bil odziv učiteljev zelo velik za to. Ranka Jelja, Dnevnik, glede tretjega iz predmeta, v 9. razredu, pa ministrica rekli ste, da bo sklepom ministra vedno določen tretji predmet, ste pa omenili, da bo na razpolago, da bo ponujen tuji jezik. Kaj zdaj to pomeni? Torej, tako kot do sedaj se tretji predmet določi ministrica in sicer na predlog državne komisije. Državna komisija je že do sedaj vsako leto predlagala tudi tuji jezik kot enega izmed tretjih predmetov. Vsako leto so v bistvu 4 tretji. To ne ni čisto enako, zaradi tega, ker zdaj, torej, če bo zakonodaja potrjena na ta način, bo prav uzakonjeno, da eden izmed tretjih predmetov mora biti tuji jezik. Do sedaj to ni bilo zapisano, do sedaj je pravzaprav državna komisija vsako leto na lastno pobudo predlagala tuji jezik kot enega izmed tretjih predmetov. Zdaj pa, če bo to uzakonjeno, potem seveda bomo samo dodali oziroma samo predlagali zraven še druge 3 tretje predmete. Potem so pa vse šole v Sloveniji razvrščene v bistvu v 4 skupine po naključnem izboru. Na vsaki šoli učenci pišejo nacionalno preverjanje znanja samo iz enega tretjega predmeta. Se pravi, ocena NPZ-ja bo vplivala na oceno predmeta v 9. razredu? Posameznega predmeta. Učni jezik, matematika, tretji predmet, ki pa je lahko jezik, torej tuji jezik, oziroma še 3 drugi predmeti, kot je dr. Vogrinc razložil, to je bilo že do sedaj, vendar bo zdaj tudi utemeljeno za tuji jezik zapisano v zakonu. Zagotovo bo en tuji, med temi 4 predmeti bo en tuji jezik. Potem se pa razporedijo šole v izvajanju, nacionalno, tako kot je bilo tudi že do sedaj. 3 so obvezni predmeti. Vsak učenec torej piše 3 nacionalne preizkuse znanja oziroma preizkuse znanja iz 3 predmetov. Slovenščina oziroma učni jezik, matematika in pa en tretji predmet. To pa po izbiri, oziroma Torej šola ne izbira, ampak je v bistvu dodeljen tretji predmet. Naključni izbor je upravljen na Državnem izpitnem centru.